Pripadniki 3. oddelka posebne policijske enote Mariborske policijske uprave so ob 7. uri že pripravljeni, da zamenjajo svoje predhodnike. Pred odhodom se zberejo na odpravi, da bi se seznanili z današnjimi nalogami. Zdaj, kar se današnjega dne tiče, zdaj prvo gremo v Šentilj na železniško, čaka nas vlak. Klasika, spremljanje, šoferi 311 pa 351 šofer grejo zaprejo križišče, kada cesto si zapremo sami, pospremimo jih dol, grejo na spodnji platov na popis, ko jih spravimo na popisno mesto, gre sta dve skupini, ena skupina 321 greš na tistem. Prva zadolžitev, sprejem migrantov z vlaka na železniški postaji v Šentilju, spremstvo v nastanitveni center. Gremo v avto, formiramo kolono, dobimo se na železniški, gremo skupaj, tam se postavimo ven, ker vlak je v prihodu. Migrantje so ob prihodu v Šentilj že varnostno pregledani. Varnostni pregled je v bistvu upravljen takoj na vhodu v Republiko Slovenijo, ko sprejmejo policiste že na dobovi, jih potem porihtajo in prestavijo na naš vlak, tako da teh varnostnih pregledov ob prevzemu teh migrantov na Šentilju ne opravljamo, temveč jih pospremljamo do spremnega centra. Going to checkpoint about 1 kilometer. Okay, no problem. Pred tokratno skupino tujcev je do nastanitvenega centra še kilometer, ki ga bodo prehodili skupaj s policisti in vojaki. Policisti posebnih policijskih enot so te dni izpostavljeni izredno težkim delovnim razmeram, varnostno zahtevnim situacijam, pogosto tudi dežju in nizkim temperaturam. Po drugi strani pa tudi različnim situacijam in človeškim zgodbam, ki se jih dotaknejo. To se z enimi nogometnimi tekmami sploh ne more primerjati. Precej je tukaj čustev, negativnih, pozitivnih, ni prijetno. Dostikrat, ko pridemo domov, razmišljamo o zadevah, ki se tukaj dogajajo. Ampak na koncu stalno gotovimo, da smo si ta poklic izbrali in da ga z veseljem upravljamo in ga tudi moramo upravljati. Skrbimo za varnost državljanov. Po prihodu v nastanitveni center Šentilj sledi popis migrantov. Ste bered? Vmes je dosti takih, ki so že popisani. Najprej vzamemo podatke, ime, priimek, rojstvo, katerega spola je oseba, iz katere države prihaja, ali ima kakšne posebne dokumente pri sabo, ali pa kam je namenjen, ciljna država. To je pomembno, da vpišemo. Nekateri imajo že grške papirje v registraciji, nekateri srbske, nekateri pa nimajo nič, so brez potnih listov. Migrantje, v tej skupini večinoma državljani Afganistana, se bodo zdaj nastanili, okrepčali in spočili pred prehodom na avstrijsko stran. Za policiste pa delo s tem še zdaleč ni zaključeno, saj je pred njimi še dobra polovica delovnika. Negativna izkušnja so sigurno mali otroci, stari par dni, par tednov, brez oblačil, zaviti samo v deke, recimo. Pozitivnega pa ravno nekako več ne vidiš, da ko ljudem pomagaš, ko pridejo čez mejo, da so veseli, da so prišli z ene države v drugo. Nekaj ravno najbolj veselega to ni, ker veš, da so na težki poti.